Spoštovani gledalci in poslušalci serije podcastov Supermoč, lepo pozdravljeni. Počasi v tej seriji postavljamo piko na i letu 2023. Do sedaj smo bili z vami vsak teden in sicer od poletja smo posneli kar 27 epizod. Do konca leta pa bosta z nami še mojster AEQ metode Aleš Ernst in zdaj ena in edina, ki nam bo razkrila način, kako ustvarjati spodbudno delovno okolje, kako doseči, doživeti in sokreirati meaningful work, torej kako doseči tisto delo, ki osmišlja in ki zadovoljuje. Povedala nam bo tudi, zakaj vizitka, tista fizična, ni out, kako jo je fino imeti pri sebi, kaj je najboljši trik za uspešno mreženje in mnogo več. V mojem podcastu Supermoč, ki ga snemamo v medijski hiši Delo, je, lahko bi rekli, ljubiteljica, bomo preverili morda nekdanja ljubiteljica pičev, internacionalizacije coachinga, ki dela čudeže, agilne transformacije, vitkega podjetništva, pa tudi ikigaja in čuječnosti in lastnica svoje lastne blagovne znamke Edu Train Me. Spoštovani, z menoj v studiu medijske hiše Delo je Danijela Brvar-Kotolenko. Živjo, Danijela. Dober dan. Kakšen opis je še tista stara tvoja zgodba, ampak bomo mi počasi nekako najnim poslušalcem in gledalcem predstavili, kaj je tvoja trenutna zgodba, kaj je tvoja vizija, kaj je tvoj zakaj, poslanstvo in kaj želiš pravzaprav takole ob koncu leta sporočiti vsem tistim, ki naju gledajo in poslušajo. V čast mi je, da si z menoj v podcastu Supermoč. Kako se počutiš ob koncu leta? Ja, hvala, počutim se odlično in posebej vesela sem, da sem danes tukaj. Mislim, da je to eno tako stičišče ne samo super ljudi, odličnih posameznikov, ampak tudi veliko dobrih praks, ki se delijo med ljudi in mislim, da je to pomembno. Ja, na to sem tudi jaz ponosna, namreč resnično nam je uspelo v letošnjem letu pričarati res neko pomenljivo poslovno zasedbo, življenjsko zgodbo, ampak morda za eno tako aktualno iztočnico na družabnih omrežjih, Danijela, na Facebooku sem opazila, da si nominirana za prestižno nagrado Best of Speakers za leto 2024, 2023, ne vem, kako bodo to poimenovali. Tam piše Best of Speakers 2024. Tako je. Wow, čestitam. Sicer vas je kar nekaj mojih prijateljev v tej prestižni združbi, ampak prav gotovo si zaslužiš nominacijo. Zakaj gre pri tej zgodbi? Best of Speakers. Ja, pravzaprav to je letošnja, mislim, da novost, kjer so obstoječi strukturi določenega posebnega festivala dodali tudi Best of Speakers kategorijo. Mislim, da je tako prav, da Slovenci imamo biti na kaj ponosni. Pravzaprav tudi mene veseli, skoraj ponižno nekako se uvrščam v tako eminentno družbo speakerjev. Glasovanje seveda poteka do konca decembra in tudi vsi speakerji, ki so na tej listi, na kateri so tudi od Blaža Brodnjaka, Gregorja Kosija, Petra Jovančič, Lovra Peterlina, Žiga Vavpotiča in tako naprej. In še marsikdo, ki ga splošna javnost pozna po medijski plati. Tako da ja, januarja pa se izbor odvija v, mislim, da Cankarjevem domu in potem zato tudi 2023-2024 speaker, ker je ravno na prelomnici tega našega leta iztekajočega. Tako. Močno stiskam pesti zate in tudi za vse ostale. Hvala, tudi jaz. Zame ste vsi zmagovalci. Mi je pa zanimivo, kar si mi povedala izven etra, namreč ukvarjaš se tudi z analizo profilov, tipov ljudi, to je neka tema, ki ti je zelo blizu, nevroznanost, psihometrika, ne, in tako naprej, da si pravzaprav ena izmed manjšine v Sloveniji, torej, da je le 10% Slovencev takšnih po neki te moči, energiji, kot si ti. In dejansko, kadarkoli te človek sreča, si vrelec energije in dobre volje. Kako pravzaprav bi to zgodbo opredelila skozi svojo lastno prizmo?
Psihometrija me že nekaj let močno zanima, namreč zakaj kot leadership coachinja in nekdo, ki se ukvarja z vodji, ekipami in tako naprej, me že od nekdaj zanimal ta psihološki vidik, tudi tipologija osebnosti. No, in že nekaj let nazaj sem se odločila narediti tudi certifikat v tej smeri, ker se mi zdi, da je ena to odlična komponenta, ki dopolnjuje neke vodstvene veščine in hkrati nekako to psihologijo, poznavanje ljudi. In skozi prakso vidim, da je zelo pomembno poznati svoje sodelavce v smislu, kakšen tip osebnosti so. Pa ne samo to, tudi njihove supermoči, ne, to ravno sopada tudi s tem podcastom. Torej, temu se reče virtues in action v pozitivni psihologiji, se pravi naše vrline, ne naše te supermoči, kje smo res dobri. In kakor ugotavljamo skozi naše analize, in res smo naredili ogromno, mislim, da več kot 2500 vzorca testiranj na vodjih v različnih industrijah, na zaposlenih v različnih kategorijah. In opažamo, da Slovenci smo približno tam 55 do 60% smo tip osebnosti, ki ima raje pravila, raje se drži postopkov, sledi, se ne radi odločajo oziroma prevzemajo neka tvegane odgovornosti, ampak imajo radi varnost, stabilnost in okolje, v katerem lahko izživijo svoj najboljši potencial, strokovnost in tako naprej. In morda malo pogojeno, ne kulturno, malo v smislu našega šolstva, ne, kjer je pri matematiki en odgovor, ne, barvati je treba do črte, ampak ne, in tudi starši mogoče rečejo, ne, bodi pridna, ne, uči se, ne se preveč ven metati. Ne. To so neke mogoče dediščine, ki smo jih kulturološko ali pa tako in drugače nekako dobili v zibelko. No, moja vzgoja je bila drugačna. Ne. Je znaš, zmoreš, preseži. Ne. In v bistvu težko je živeti pri taki vzgoji, ne, v superlativih. Ne. Pa v Sloveniji. Ja, ker je namreč to, ne, včasih pretirano zaupaš svojim sposobnostim, ne, in včasih padeš trdo na ta zadnjo plat. Ampak se mi zdi, da če bi potegnil črto, si pa generalno na boljšem. No? Se pravi, si večkrat drzneš skočiti v hladno vodo, tvegati, odpreti kakšno podjetje, iti na svoje. To so te stvari, ki marsikomu delajo preglavice. No? In zato ta odgovor morda na vprašanje, ne, po naših analizah je takih ljudi, ki vplivajo na druge ljudi z energijo, entuziazmom, mogoče je takih ljudi, ki so kaj pa mi mnogo rečejo, ti imaš pa neko tako energijo, ne? Ti pa znaš ljudi navdušiti, potegniti za sabo. Ne? Po naših analizah je tega v Sloveniji manj kot 10%. In stereotipno smo temu pripisovali v preteklosti značilnosti, no ta pa je vodja, ne? Ta pa stopi in ima karizmo in zna potegniti ljudi, da mu sledijo. Ne? Pa je tako? Danes mislim, da temu ni več tako in mislim, da je tako prav. Ljudje smo si različni, ne? Recimo, kadar se začneš ukvarjati s psihometrijo, vidiš, da je neka osebnost človeka večplastna. Težko je dati eno nalepko, ti si entuzijast, ti si analitik, težko je dati eno nalepko človeku na glavo pa reči, to si ti, ker je od zadaj veliko več. Ampak nekako ta seštevek, kaj dela tebe, tvojo osebnost, je pa zelo pomembno, da to vodja pozna, da to sodelavci med sabo poznajo, da vejo, recimo, če so vam dve sodelavki, kje so tvoje močne točke? Recimo, če je tvoja močna točka postavljati odlično vprašanje, narediti super raziskavo o gostu, mogoče, ne vem, tvoja šibka točka je pa nekje drugje, da te ne obsojam za šibko točko, ampak da se osredotočim na tvoje močne. Ne? Ob tem bova obe dve imela en produktiven, dober odnos na delovnem mestu. Če se osredotočava na slabosti, se pravi, ne vem, ta sodelavec je površen, zamuja, ne vem, nikoli mi ne pomaga. Ne? Če se na to stran osredotočaš, pa seveda vrtiš spiralo v to smer in povečuješ to nezadovoljstvo, pa poglabljaš nek odnos v negativno smer s tem človekom. Ampak verjetno
slovensko poslovno okolje ima še kar nekaj prostora za izboljšave. Zdi pa se mi, da vendarle, če narediva vzporednico pri vzgoji otrok, da pa že leta in leta pravzaprav razvojni psihologi ravno govorijo o tej pozitivni vzgoji skozi dobre lastnosti, spodbujanja otrok, podpori otrok in naslavljanja dobrih lastnosti, predvsem pa čim manj negativnih pristopov, kot so bili recimo še pred 20-30 leti. V družinah smo že naredili te domače naloge. Se strinjaš z mojim opažanjem, da v poslovnem prostoru pa vendarle bi še morali nekaj narediti na tem polju? Strinjam se in hkrati opažam dobre premike v pravo smer. Zdaj ravno to, če smo ravno pri otrocih, pa paralela potem v poslovni svet, da se dotaknem recimo tega kričanja ali pa recimo povzdigovanja glasu. Zelo zanimivo je, da če kot vodja čutiš potrebo, da bi bil ta vodja, ki uživa neko strahospoštovanje svojih sodelavcev oziroma ki mora povzdigniti glas, da je nekaj narejeno ali pa da doseže svoje. Mi je v bistvu bilo fascinantno spoznanje, da tukaj zadaj se vedno skriva en strah. In sicer strah, ker ne znaš drugače. Zdaj recimo marsikdo to popelje recimo pri svojih otrocih v drugo sfero, in govorimo o tako imenovani permisivni vzgoji, kjer pač Bog ne daj karkoli ponoviti slabega, kar so naredili naši starši. Druga skrajnost. Sicer sama tega ne podpiram, ker tudi mislim, da ne vem, tako kot v poslovnem okolju, ljudje kadar so izpopolnjeni, kadar res živijo svoj potencial na delovnem mestu, pravzaprav imajo najprej razčiščena pričakovanja drug do drugega. To je zelo pomembno. Se pravi, da ve, kaj vodja od njega pričakuje, da pravzaprav in da velja tudi obratno, da vemo od sodelavcev, kaj kdo od koga pričakuje in kakšni so sploh naši cilji, kam gremo kot ekipa. To vidim, da v slovenskem poslovnem prostoru dostikrat ni jasno. In na coachingu vprašam vodjo, ampak kakšno imate pa vizijo tako vaše ekipe? Saj delujete v veliki organizaciji, ki ima svoje vrednote, vizijo, poslanstvo, strategijo. Ampak kaj pa je poslanstvo, vizija vaše ekipe? Kako pa vi svojo vizijo, poslanstvom podpirate celoten ta sistem? In potem je tako, in potem kot zaposleni v ekipi, kjer sploh ne veš, kakšni so cilji, vizija, zakaj sploh zjutraj vstaneš in greš na to delovno mesto. V čem je fora? Če ne veš tega, potem se dejansko prideš štempljati in potem vmes se najboljš potrudiš, da delaš pač, kar bi naj bilo narejeno, čeprav nisi čisto ziher, kaj naj bi to bilo. In ravno ko omenjaš štempljanje, to je seveda vroča zgodba trenutnega časa in pa verjetno tudi to nepoznavanje našega zakaja, poslanstva, da meaningful worka, pravzaprav pripelje marsikoga do izgorelosti. Kaj ti, ki se vendarle ukvarjaš z poslovno srenjo, ki navdušuješ, izobražuješ, coachaš in tako naprej, kaj meniš o štempljanju? Je res to neka zgodba, ki bo pripeljala do uniformiranosti, otopelosti, neagilnosti, neelana? Mislim, takole bom rekla. Recimo v zadnjem času sem brala eno zanimivo raziskavo konzultantske hiše Deloitte in potem tudi paralelo analize študentskega servisa in njihove ankete med mladimi v Sloveniji. Predvsem ena stvar kliče ven iz te analize in seveda to je to, da mladi te, ki prihajajo zdaj na trg dela, ki so zdaj študenti in delajo na študentskem servisu, predvsem njim je pomembna ta fleksibilnost dela. Ampak še vedno, tudi njim je v interesu, kakor kaže raziskave, delati 8 ur. Nekako, očitno teh 8 ur je še nekako zmeraj zakoličenih. Zanimivo, sem mislila, da bo več mladih se opredelilo, da želi delati skrajšane delovnike. Tu se mislim, da razlikujemo Slovenija od tujine, kjer je že več tega, si želimo delati manj dni na teden. V Sloveniji še nekako to zmeraj ostaja zanimivo, vzroke ne poznam, ampak
mladi si vendarle želijo fleksibilnega dela, se pravi delo v poslovnih prostorih delodajalca, hkrati pa tudi hibridno oziroma nekaj dela od doma in tako naprej. Jaz mislim, da moramo predvsem, če bi jaz lahko imela vpliv ali pa moč, karkoli narediti na tem področju, primarno bi želela poskrbeti, da v Sloveniji vsak vodja pride do točke izobraženosti, do točke zavedanja, kjer zdaj po vseh mednarodnih sodobnih raziskavah, voditeljskih trendih, krepi to zavedanje, da človek ni nujno, da tudi če je recimo 14 ur na delovnem mestu, ni nujno, da bo sploh produktiven, ni nujno sploh, da bo delal z veseljem. Jaz bi naučila slovenske vodje pomagati svojim zaposlenim, svojim sodelavcem, da bodo res se ponovno zaljubili v svoje delo. To bi bila moja čarobna palčka, čarobna želja, da bi vodja bil tisti člen v ekipi, ki bi poskrbel, da to delo, ki ga počnejo skupaj kot ekipa, da vsi v tem uživajo, da se z njimi ukvarja. In ko so bile prej pri kričanju, povzdigovanju glasu, če nek vodja povzdiguje glas, potem v smislu je še zelo na začetku svojega zavedanja, kaj je to biti vodja. In se naučiti, kako drugače delati z zaposlenimi, da prideš do rezultata. In to kričanje pač ni. In tudi strahospoštovanje je meni tak nasprotujoč si pojem. Strah nima nič s spoštovanjem. Tako da v tem kontekstu tega ne podpiram. Moram pa priznati, tudi sama sem včasih vodila večje ekipe. Na začetku svoje kariere se je tudi meni zdelo, da vodja ima večjo avtoriteto, če se ga potihem mečken, ljudje malo bojijo, ker na ta način uživa neko spoštovanje in doseže svoje. Ampak spet smo pri strahospoštovanju, in potem vlagaš dekado v svoj poslovni razvoj, rast in da vidiš, kje sem bil takrat, ojej, ne. In tudi na svojih delavnicah, ki jih imam z vodji, s člani uprav in v Sloveniji in v tujini, vidim, da šele, ko jim pokažeš alternative, kako se da voditi ljudi drugače, rečejo, v bistvu to je pa v redu, to je pa fajn, ne. Tako da, poznati svoje ljudi, skrbeti za psihološko varnost v ekipi. To pomeni, da kot vodja skrbiš za to, da se ljudje v ekipi dobro počutijo, da ni strahu sodelavcev, da bo kdo polena pod noge komu metal, da se v pisarni ne šimfa, ne obrekuje. To je ena močna točka, kjer človek ve, da lahko raste in se razvija, napreduje. Pa ne sam gor. Mi vedno mislimo, napreduješ sam po hierarhiji gor, ampak tudi ta horizontalno napredovanje. Napredovanje po nekih možnostih, izobraževanju, znanju, veščinah, strokovnem usposabljanju, napredovanje v neki globini. Tudi tukaj je potrebno vedeti, da nas vse to krepi. Tako da produktiven zaposleni bo zaposlen, ki rad hodi na šiht, po domače povem, ki zjutraj vstane pa reče, super, danes pa res gremo to ekipo, lahko do popolnosti izkoristim svoj potencial. Ta bo lahko delal 2 uri, 4 ure, 6 ur, ne vem, karkoli, pa bo veliko bolj produktiven kot nekdo, ki točno se drži od 8 do 4, točno štempla malco, ampak bo na šihtu, na delovnem mestu, nesrečen. In se mi zdi, da še nikoli nismo z regulativo ali pa s prisilo ali pa z nekimi, sankcijami dosegli sreče na delovnem mestu. Zdaj, v čem je pa problem? Seveda, če ti rečeš vodji, ti moraš poskrbeti za psihološko varnost v ekipi, ukvarjaj se z ljudmi, bodi coach, tako kot Rework pravi, 10 lastnosti, kaj bi zdaj naj bil vodja v sodobnem času. Na prvem mestu je bodi coach, ampak nismo bili na izobraževanju, ne znamo vodje biti coachi. Oziroma mogoče v enih firmah, ki v Sloveniji jih ni več malo, ki so učili vodje biti coachi in so opazni, lepi napredki. In njim rečemo tako, te prvaki v Sloveniji, ki znajo, ki vodje vzpodujo. Ampak vse te stvari vodje rečejo, ampak jaz imam ful svojega dela. Jaz imam ful svojega dela,
Hkrati moram pa motivirati, biti za njih tam, jim biti coach, jih podpirati, skrbeti za njihov razvoj, skrbeti za to, da v ekipi ne bo spodkopavan slabe volje, da se bomo lahko izražali, razumeli in tako naprej. Ne. In pol prideš na koncu pa rečeš, ampak kaj vas pa preprečuje, da bi se ukvarjali na ta način z zaposlenimi? In vodje rečejo, ja, nimam časa. Ker imam svojih stvari veliko. Sploh pa živimo v družbi, kjer je bil pravzaprav resnično leta in leta, desetletja pravzaprav zakoreninjen, ne vem, bi rekla, nek mit ali ideja, vodilo, deli in vladaj. Lažje je pravzaprav narediti v podjetju nekaj drame, nekaj neugodnih odnosov in potem pravzaprav manevrirati med temi zaposlenimi, ki so med sabo sprti, se ne počutijo udobno. Kaj praviš na tako zatohlo situacijo v tudi prenekaterem slovenskem podjetju? Ja. Javna uprava bojda, da je sploh tarča tovrstnih toksičnih odnosov. Tako slišim. En lep primer bom povedala, eno proizvodno podjetje, pri katerih sem imela eno delavnico, pa sem srečala na hodniku enega gospoda, malo starejšega, ki je bil tik pred penzijo, pa je rekel, veste kaj, gospa, je rekel, lejte, nam ni problem delati 2 izmeni, 3 izmene, 5 izmen, kakor hočete. Je rekel, lejte, jaz sem prvega dne stopil v to firmo in jaz bom šel iz te firme. Jaz nikoli nisem delal nikjer drugje. Je rekel, vedno smo trdo delali, ni nam bilo težko. Ampak smo si vedno znali pomagati, vedno smo bili dobra ekipa in vedno smo imeli dobre odnose. In zdaj v tem duhu, odgovor na moje vprašanje, za nek burnout, pa za res vse druge oblike raznih teh situacij, ki jih si ne želimo, je vedno formula veliko dela plus neki slabi odnosi, neke situacije, ki nas begajo, je enako burnout. Ja. Nikoli ni, sam velik dela je enako burnout. Ne, vedno mora biti ta komponenta zraven, da ti z nečim nisi ok, trpiš, nekaj ti ni ok, bodi si se sprl, imaš neke spore v ekipi, bodi si, ne vem, ne zaupaš, a boš uspešen, a boš to res lahko upravil, imaš ene odnose ali z vodjo ali z ekipo in potem na to pride še količina dela, ki se ti zdi, da ga ne obvladuješ. In Danila Brvarko-Tolenko, zdaj na tem trenutku pravzaprav obstaja cela plejada nekih orodij, metod, tečajev, izobraževanj in tako naprej. Ampak na koncu pravzaprav ugotovimo, da tisti bolj ozaveščeni, lideri nekaj teh zgodb vendarle uresničijo, dobijo certifikate in tako naprej, ampak manjka jim pa, ne vem, če je to naravna danost ali se da tudi krepiti, EQ, čustvena inteligenca. Kako pa do tega? Namreč, če tega ni, pravzaprav učbenik in 10 zapovedi prav nič ne pomaga. Ja. Si predstavljam. Zanimiv fenomen, kjer bi jaz rekla, v bistvu tako, v psihometriji noter vidimo, da nekateri, tudi ko gledam razne te profile različnih vodij, pa potem preučujem njihovo osebnost skozi različne te teste, ki jih delajo, in poskušam eno interpretacijo, analizo ven potegniti. Zdi se, kot da je enim ta empatija, ki jo zdaj zelo široko imenujemo, ampak da jim je to naravno dano. Ja. Recimo, da vidimo nekoga na hodnikih, ko rečejo, joj, ta pa je res super šef, krasno se ujame z ekipo, ampak a veš, kaj je pa izziv? Kaj jaz dobim na coaching, pa nekdo iz uprave, reče, joj, Danila, veš kaj, dej ga ti malo pokoučaj. In jaz, kaj pa je izziv? In potem pravijo ponovadi tako, veš, zaposleni ga imajo ful radi. To so team of the team, res odnosi štimajo, vse to, kar smo prej našteli, psihološka varnost. In potem pa reče, ampak veš, ciljev ne dosega. In opažam, da ljudje, ki so taki, ki bi lahko rekli naravni empati, vedno balansirajo, a je to dobro za ekipo ali je dobro za poslovni rezultat. In potem večkrat prevlada to odnosi, ekipa in tako naprej in potem rezultat pada. In pri njih je ta izziv. In zdaj seveda tukaj
je fino poznati to. Jaz se pravi, v situacijah tako odreagiram, to je pomembno, ampak treba se je naučiti, kako to razmerje ohranjati. Se pravi, včasih ni dovolj samo dober odnos v ekipi. Zamišljaj si, da imaš super ekipco, greste na kavico, si znate pomagati, je v ekipi posameznik, mlad očka, ki s težavo zdaj to starševstvo ne sprejema in se mu pomaga in se mu posveti in tako naprej. Ampak na koncu po 8 urah ste imeli super 2 kavici, šli ste na kosilo, delo pa ni narejeno. Res je. Ampak res je. V končni fazi, zato pravim, da niso samo odnosi, je tudi to veselje do dela, do same materije. Do rezultata. Do rezultata. Se pravi, da se nekdo, Američani rečejo, da se nekdo počuti accomplished. Se pravi, izpopolnjen. Da če je nekdo inženir, ne vem, in res rad dela to, kar počne, da lahko to, kar počne, res dela z neko strastjo tam v tisti organizaciji. In potem dobri odnosi so potem roka v roki, skupaj s tem in potem imamo neko tako super formulo. Veš, Danila, meni se zdi zanimivo, se igram v zadnjem času, ko se pogovarjam s svojimi, bi rekla, kolegi, kolegicami, ta srednja generacija smo zdaj že, ne? Nažalost, ne, ampak smo, ko me sprašujejo, zakaj toliko časa in pozornosti pravzaprav posvečam negi svojega zasebnega okolja. Rada imam red, rada imam negovan prostor, urejen, snažen, dišeč in tako naprej. Meni se zdi to ena izmed najboljših oblik meditacije, čuječnosti in tudi trdega dela, torej ko imaš rokavice in kaos in potem iz kaosa rata pravzaprav res en prijeten prostor, kjer za zadovoljstvom potem poklepetaš in uživaš v svoji zasebnosti. Tako nekako delam eno vzporednico, kako pravzaprav je treba zadovoljstvo graditi skozi trdo delo, ki ne ugrizne, ampak prinaša, kot ti praviš, to notranje zadovoljstvo. Kako bi lahko te zasebne zgodbe lahko prenašali v poslovni svet? Namreč moje vrstnice se bolj kot ne poslužujejo neke tuje pomoči. Zanimivo. Evo, ena super stvar, ki si jo zdaj odprla, rada imaš pospravljeno, dišeče, lepe stvari. Ravno pred kratkim sem poslušala en krasen podcast, Diary of a CEO, to je sicer tuj podcast, z eno krasno nevroznanstvenico, ki je ravno o tem govorila. Se pravi, zakaj imamo ljudje radi lepe stvari? Prosim ne reči, da sem control freak. Ne, nisi, ne. Kajti jaz sem slišala, da red v prostoru, red v glavi, v mislih. Ne. Pravzaprav, kar je tudi mene fasciniralo dejstvo in s čim se lahko tudi poistovetim, je to, da nevroznanost vedno razlaga vse koncepte zanimivo, skozi to, kako smo bili včasih, še v, lahko rečemo, kaj pa vem, ko smo živeli v jamah, vedno gremo nazaj do tistega primarnega. Ja, in fascinantna je bila zgodba o tem, da pravzaprav, kadar smo ljudje v teh prehistoričnih časih imeli čas občudovati recimo sončni zahod, lepo rožo, lepo drevo, takrat nas ni lovil medved, nismo bili v paniki in v strahu. Se pravi, lepe stvari povezujemo z občutkom varnosti, z občutkom ugodja, udobja. In bolj kot iščeš lepe stvari, si vzameš moment, da občuduješ nekaj, ne vem, se samo, recimo zdaj tak čas, decembrski, se samo usedeš na kavč, pokriješ z dekco, skodelico vročega čaja in gledaš lučke na dreveščku, ki si ga postavil, recimo, je to tak moment občudovanja lepote. In to pomeni, takrat nisi pod stresom, nisi v varnosti. In naši možgani potem to udobje, varnost povezujejo s tem lepim občudovanjem lepega. In to mi je bilo tako, wow, tako da v bistvu iščemo ta mir in takrat, ko imamo čas občudovati lepe stvari, smo v resnici v nekem takem sožitju lepega in pozitivnih občutkov, ki nas nahranijo. In ti praviš, da lepota, dobra volja je nalezljiva, ampak opozarjaš, da nalezljiv je tudi stres. Ja,
Ja, no, sej ponovno smo pri nevroznanosti. Pravzaprav že ni nobena skrivnost. Včasih smo rekli, ne vem, en človek ti je tako privlačen, pa ti kar diši. Nek človek pa recimo te odbija, pa ne veš zakaj. Pravzaprav pa ne, da bi bilo z nekim tem telesnim voljem, ampak kar ne diši ti neka oseba. No in potem seveda raziskave, ki zdaj govorijo seveda v prid tej smeri, je, da ne samo, da je stres, slaba volja nalezljiva tako, da pač pogledaš nekoga v obraz, pa vidiš, da ni dobre volje in potem posrka še tebe, ampak naj bi bilo tudi v povezavi s tem, da oddajamo, seveda skozi kožo kot naš največji organ, tudi to, kar imamo v krvi. In če imamo v krvi veliko kortizola, veliko adrenalina, to pride tudi sicer, se kar nalezemo v ekipi. To tudi pravijo, ženske uskladijo svojo menstruacijo v prostoru na delovnem mestu, v katerem so. Tudi tukaj ima nevroznanost dobro razlago za to, se ravnajo po neki alfa samici in se to uskladi. In raziskave, ki so šle v to smer, so tudi rekli, zakaj pa, in ima vse povezavo s tem, kako smo mi. In ne malokrat tudi ljudem na delavnicah rečem, da lahko narediš tako imenovan body hack. To zdaj te hacki so, vse hackamo, food hack, body hack, ne vem, shoe hack, zdaj te hacke imamo radi. No, ampak dejansko je tako, že kako sedimo, kako stojimo, kakšno imamo mimiko, kako držimo roke, že s tem vplivamo na to, kakšne telesne kemikalije se bodo v nas sprožale. Jaz lahko sama sebe zdaj pripravim do tega, da recimo mislim na lepe stvari, na primer, ne vem, lepe počitnice, na neke lepe dogodivščine in sama sebi spreminjam svojo kemično sestavo krvi z telesnimi kemikalijami, ki to podpirajo. Potem se cel svet spremeni okrog tebe. Ja, in z svojimi mislimi zato pravijo, da je tako optimist vidi kozarec na pol poln, ker vplivaš na se s tem, o čem razmišljaš, na kakšen način razmišljaš. Zato rečejo, tako, spremeni svoje razmišljanje, pa boš spremenil tako sebe in svojo okolico. In enako se mi zdi, da je tudi potem v negativno stran. Če vidiš vse samo, kako je slabo, vidiš vse, kaj je vse narobe, sam sebi lahko dvigneš ravni teh, bomo rekli, negativnih hormonov. Veliko več lahko tudi sam pri sebi sprožiš stresa, tako imenovan ta self-inflicted stress, že s svojimi mislimi. Preveč seciraš neko situacijo, tako imenovan ta overthinking. Premlevaš znova in znova, kaj bi lahko rekel v tem argumentu, kako bi ga lahko bolj zabil, in te stvari. In potem v tem kontekstu samo vlečeš spiralo v to smer, da sam sebe nekako zakisaš. In potem seveda to udajaš naprej okolici. Danijela, ali v tem intenzivnem, dinamičnem času, v katerem živiva, vsak večer mirno, brez overthinkinga zaspiš? Kje pa? Mislim, da je to je mentalni fitness. Ja, dejansko, to brez vlaganja energije ne gre. Sej, naprimer, zanimivo je dejstvo, da tudi, ne vem, če ne boš šel na rekreacijo, na fitness, ne moreš imeti mišic, six-packov in tako naprej. Enako je, podcenjujemo naš umski trening. Če seveda jaz skrbim za svoje telo, bo moje telo dlje časa vitalno in bom zdrava, bom v redu. In enako velja za naš In pa rečemo, kaj pa na delamo? Eno delamo na telesni zunanjosti, ne vem, greš na masažo, greš na manikuro, pedikuro, nego obraza, ne vem, karkoli. Potem drugo je, greš na fitness in skrbiš za zdravje, dobro ješ in se prehranjuješ in spiš in tako naprej. Kaj pa Kje pa je spa za naš To pa kar nimamo. In to se mi zdi, da je ena taka
vrzel in tudi tukaj je treba delati. Se pravi, jaz bi vsem gledalcem zdaj rekla, poskusite še danes narediti eno meditacijo. Ne vem, mogoče, če vam je še vse to zlotuje, recimo mindfulness meditacija, čuječnostna meditacija, recimo 15, upišeš kar v YouTube, 15 minut mindfulness body scan meditation in dobiš noter 15 minut enega strička, ki čisto lepo govori, brez nekih čudnih zvokov, lepo umirjeno te vodi skozi nek proces skeniranja svojega telesa. Pa boste videli tako, mogoče se vam odpre kakšen nov svet. Ampak to je tako trening uma. To, da ti mirno zaspiš, moraš najprej sam pri sebi ta čustva si priznati, moraš jih ponotraniti, moraš dati ven iz sebe, moraš znati vedeti tudi, kdaj je dovolj razmišljanja o tem, da ne seciraš v nedogled. Ne? Moraš znati rešitve najti na te svoje izzive. In to je vse tako proces. To imamo delavnice na to temo, kako ljudem to približati na tak način, da nima tega negativnega prizvoka, joj, to pa je nekaj tako čuri muri, pa če se s svojim umom ukvarjaš, pol rabiš psihiatra in to je nekaj slabega in ta stigma je prisotna. Dostikrat na delavnici tako, vidim, je določene vodje ali pa sodelavce v ekipi, jih kar tako malo kadrovska, to kar imate, kar morate iti. In pol vsi tako, jaz kar nisem nobenemu povedal, da grem na to delavnico, in naslov delavnice je recimo, ne vem, stres in čuječnost. In pa rečem, zakaj pa niste povedali, ko bo vsak mislil, da sem malo kupu. Ja. In pol, ko damo to čez, pa rečejo, ampak sej to ni nič tako, nobenih zvončkov, nobene šlogarce ni tle. In pol vidiš v bistvu, da je to razumevanje tega področja še zelo stigmatizirano. Ja. In da to negovanje tega uma je ključno. Ja. Tudi jaz nisem bila od nekdaj tako, da niti to položeno v zibelko. Jaz sem imela, mislim, da ta prelom nekje tam, okoli 2019. Zakaj? Pravzaprav vsi, ki intenzivno delajo na sebi, tudi v tem smislu uma in tako naprej, ki se ukvarjajo s čuječnostjo. Doživijo nekaj. Doživijo nekaj, oziroma na neki točki se vprašaš, a je to res to, kar jaz znam, zmorem. To je tako, kar te je pripeljalo do sem, ni nujno, da te bo še naprej. Tako. In prideš na neko točko, kar rečeš, recimo, jaz sem se vprašala, a ne obstaja enostavno kakšen gumbek, ki ga pritisneš na steni on-off, da bi kliknil ta stres, te odnose, da me ne bi to toliko se dotaknilo, režiralo. A je kakšen off gumbek, ki mi to odstrani? Ja. Druga stvar, ki je bila, sem se vprašala, a res mora človek biti, tako kot si prej omenjala, to emocionalno inteligenco, a res mora človek imeti zelo nizek kvocient EQ, da se ne sekira. Da ne občuti. Tako, ker misliš, tako, eni ljudje tako, so se nekaj skregali, pa če gremo dalje, on že v redu. Jaz tako, kako si ti že v redu, jaz tako 2 dni to premlevam, te odnose in tako naprej. In potem sem ugotovila, da ni fora v tem, da moraš znižati svoj EQ ali pa kakorkoli to potisniti na stran. Povečati psihološko odpornost. Moraš iti moraš iti eno stopnjo mentalnega razvoja višje. In ta preskok, vsi lahko potrdijo, ki so ga naredili, da so začeli odkrivati, kako pravzaprav jaz lahko svojim umom to dojemam drugače, kot smo bili navajeni. To pomeni, recimo, ne vem, tudi čuječnost. Še zdaj sem prepričana, da tudi marsikdo, ki bo ta podcast poslušal, pa tako naprej. Če bi rekla, zdaj pa pišemo test, napiši definicijo čuječnosti. Tako bi vsak rekel, pa sej malo se mi zdi, kaj to je, v resnici pa še kar ne vemo. Kdaj recimo izvajaš ta umski wellness spa? Moram reči, da dostikrat recimo, seveda, zdaj, če imaš otroke, v mojem primeru imam tudi 2 majhne otroka, in pri vseh obveznostih je najlepši čas zvečer, pred spanjem. Zato ne malokrat vzamem slušalke, si dam kakšno dobro meditacijo na telefon. Zdaj že malo vem, kaj imam rada, kaj ne. Tako da vzpodbujam slovenske, lahko rečem, izvajalce, take in drugačne, teh raznih zvočnih posnetkov, tako dejte dela dobre vsebine, ki jih bodo ljudje vzeli zase. Tako, da bo res
to področje in meditacije. Tudi v slovenskem jeziku zaživelo. Ja, še vedno smo pri angleški in je škoda. Ja. Še vedno tam najdeš veliko širši nabor vsebin. No pa sej, verjamem in sem pozitivna, da tudi v Sloveniji, da je to še veliko boljše. Tako da zvečer. Sem ti že povedala, Daniela, kako neizmerno sem ti hvaležna, da si mi ob neki priliki priporočila knjigo Martina Kojca, Učbenik življenja. Takrat sem kar srkala od tebe vse te misli in nisem si jo samo sposodila, ampak si jo potem tudi kupila. Žal mi je, da ta gospod že pokojni, ker kako lepo bi se bilo pogovarjati z njim. Mogoče, če ga osvetljiva, namreč je zahtevno branje in moram reči, da se vračam k tej knjižici čisto tenki večkrat in jo razumem vedno na drugačen način. In tudi sprejemam na drugačen način. Recimo, katera misel ali ideja, vodilo je v tem trenutku v tebi? Ja, Martin Kojc je že, kaj pa vem, v našem prostoru je kar eno tako široko ime, no, oziroma ime z veliko začetnico. Tudi pokojni Janez Drnovšek je bil velik ljubitelj Martina Kojca. Ampak jaz moram reči takole, vsi zdaj, ki poslušajo, Učbenik življenja od Martina Kojca vzemite v roke šele takrat, ko vas bo to res poklicalo. Ja. Če ta trenutek se ti zdi, da je vse v redu, da vse štima, vse je nič tanskega, potem to ni knjiga za ta prav trenutek. Jaz sem imela to knjigo na polici pri starših v Mariboru, mislim, da skoraj, 10-15 let. Pa jo nisem prebrala, pa tam je bila, pred nosom vsakič. No, potem pa si na točki v življenju, kjer pa rečeš, ok, zdaj pa tako ne gre več, ne, se pravi, ne moram se tukaj k srcu gnati neke odnose, neke, se z nekom sporečeš, pa vidiš, ker imaš na neki točki veliko dela, otroke, družino, moža, se ti kar zdi, da kar ne sfolgaš, da te kar vse prehiteva, ne? In potem recimo imaš v ekipi koga, ki se kaj sporečeš ali pa kaj tazga, ne? In potem je kapljica čez rob in te potisne v eno tako, to je kar tako, ko je že nedelja, ti pa še vedno razmišljaš o neki situaciji, ki se je v petek dopoldne zgodila, ne? In če se kdorkoli s tem poistoveti, ne, ve, kako težko je kakšne stvari pri sebi predelati. In se nekaj tako, a ne obstaja kaj, s čim si lahko pomagam. No in nekako takrat je bila ta prelomca, ki sem rekel, jaz imam pa eno knjigo o tem. No in takrat sem jo pograbila. In takrat je sedla. Takrat je bila ta prava situacija, ta prav moment, s tem, da moram poudariti, no, da Kojca je treba razumeti skozi eno tako prizmo. No. On je le živel v nekem drugem obdobju, tudi metaforika, ki jo uporablja v knjigi, je kompleksna, marsikoga zna odvrniti od ta pravih sporočil, ki jih knjiga ima. Tako da brati z rezervo, ne, skozi neko širše razumevanje, spektar današnjega časa, ampak sporočila, ki so noter, so zelo globoka. No. Jaz sem se takrat nehala preobremenjevati z malenkostmi. To je bila prva taka stvar. Naučila sem se, da... Zaupati? Si šla tako daleč, da zaupaš? V bistvu... neki, kako če temu reči? Poglavitno, ja, to vem, kaj imaš na jeziku. Pravzaprav naučila sem se, da na vse stvari v življenju ne moreš imeti vpliva. To je osvežujoče. In ker si misliš, to dostikrat rečem, ne, jutri imaš, nek razgovor, ker si ga neki polomil v službi in veš, da moraš jutri ob 10 na nek zagovor pred neko interno komisijo, kjer je lahko posledica, da boš izgubil službo ali pa ne. In potem v tem kontekstu zdaj ti se doma sekiraš, ne, in misliš, da imaš lahko vpliv na to, kar se bo jutri zgodilo. In seveda v neki meri se lahko ti na to pripraviš, razmisliš, kaj boš rekel, kakšen bo tvoj zagovor. Ampak v resnici čist vsega vpliva nad tem, kar se bo jutri zgodilo, ne moš imeti. Lahko da te pokličejo zjutraj pa rečejo, veš kaj, smo že rešili, ne bo komisije. No, ti si se pa sekiral celo noč. Ja, super, fantastično. Mislim, hkrati je Martin Kojc ena taka krasna iztočnica, kjer si pol lačen po še. In seveda druga stopnja, vsaj pri meni, je bil Anthony de Mello,
Anthony DeMello tudi v svojih delih je zelo podoben Coizonu. Se pa vidiš na koncu, da vse gre v isto smer. Tudi pri njemu mi je bila ena tehnika zelo všeč, ki je pa sicer zelo morbidna, ampak jo je treba zelo z rezervo jemati, ampak ima point. Se pravi, tehnika je pa zadnjih 5 minut življenja, ne? V smislu, DeMello reče, no, on je sicer bil velik humorist, pozitivci, ampak ta tehnika je tako. Se pravi, recimo, zamišljaš si zvečer, ko greš spat, da v resnici si v krsti in da si umrl. Ja, se pravi, morbidna, zelo morbidna, ampak ne počakaj na sporočilo. In to sem jaz tukaj, ko sem brala, sem okay, ampak ne, potem pa reče, in zdaj si zamišljaj, ne, da si tam in da se ti še zadnjič film tvojega življenja zavrti pred očmi. Se pravi, da celoten filmček z vsemi lepimi stvarmi od otroštva do pač tega trenutka odvrti in kaj je tam noter. In je rekel, tako dobro razmislite, kaj bi bilo noter. Ne vem, kaj babica imela obletnico, pa kaj ste prvič si dobil kolo, kaj ste prvič šli na počitnice starši, ne vem, kaj si kužka dobil, pa ne vem, kakorkoli. Se pravi, noter bi bili lepi momenti našega življenja. Noter ne bi bil tisti sestanek 12.6.2019 z Uno Kačo na sestanku, ker mi je zagrenila live. In potem vidiš, in se vprašaš, trenutno, sem v neki situaciji in se vprašaš, a bi bilo to v mojem filmu življenja zadnjih 5 minut. In če ni, pol ni pomemben, pol ni važen in spustiš. In pol si rečeš, sem res. Ampak za mene je zdaj to ta glavni problem mojega življenja, ta sestank in ta spor sodelavko in ne vem kaj. In se ti zdi, da nič več ni od tega. Pa v bistvu ni res. In se žrejemo zaradi stvari, ki v življenju nam niso pomembne. In to so mogoče delček iz tega mozaika. Pa če še lahko to nekako dam mašalca okoli tega, eno ključnih spoznanj, pa je toliko preprosto, ampak ga ne razumemo, ga ne slišimo tako, je vse v življenju se ti zgodi z razlogom. In to je tako pika. In potem, ampak to slišiš... Ni diskutable, ne? Ni. Vedno se izkaže kot prava misel, ki ni kliše. Tako, to je neverjetno. Potem si v bistvu tako, celo življenje to že slišiš, ampak na neki točki v življenju ga pa slišiš s ta pravo vsebino. In meni se je to zgodilo. Se pravi, končno sem ta stavek slišala skozi drugo prizmo. Se pravi, vse se zgodi z razlogom. Ne vem, recimo so te odpustili iz službe in ti si takrat, ne vem, greš domov, poješ banco sladoleda, gledaš Netflix serije, čisti uničen, ne veš, kje je tvoja varnost, stabilnost, ne veš, kako boš plačal najemnino. Kdo sploh si? Ja. Si imela kdaj težave z identiteto? Podreseti sveta, pa sej, vsak ima. A veš, važno je to, kako zdaj ti na to pogledaš. In recimo, ko boš, ne vem, ko si potem na koncu, ne vem, stari starš in te vnuček vpraša, pa rečeš, a veš, nekoč so me odpustili. In jaz sem takrat trpel, tako 2 meseca se nisem pobral ven stanovanja, v depresijo padel, karkoli. Ampak, in pol ta sledi ampak, Ampak ta ampak, zakaj je bilo to dobro? Čeprav se ti ne zdi nič dobrega v tem, ampak takrat enkrat, ko vnučkom pripoveduješ, pa znaš povedati. Recimo, ne vem, nikoli pol ne bi šel na pot okoli sveta, spoznal bistvo svojega življenja, šel, ne vem, na križarko, kjer si se zaposlil kot glavni kuhar in v bistvu zdaj prosperiral in imaš Mišlenovo zvezdico in ne vem kaj. Se pravi, rečeš, če takrat tistega momenta ne bi bilo tega in onega. In bolj kot razmišljamo v tej smeri, vsak ta težek zakaj ima res en tak svoj lep zato. Samo v tistem trenutku ga še ne veš. Moš pa zaupati, da v neki točki v življenju bo ta trenutek tudi imel smisel. Tako da potrpežljivost in to zavedanje, to je to slišati ta stavek na pravi način. In ja, vsakemu se zgodi, tudi meni, ampak ne dojemam to zdaj kot sesul se mi je svet, katastrofa je bila, ampak dojemam res dejansko in iskreno to mislim kot učno izkušnjo. To se mi je zgodilo in z tega sem se nekaj naučila. Res. In je čist drugače, ne vem, ne znamo opisati. Daniela, užitek te poslušati. Mestoma imam kar mravljince, veš? Ker dejansko tako napolniš z enim vitalizmom, optimizmom, veseljem, radostjo in sem ti zaradi tega res hvaležna. Ampak spoznali smo te nekje, tako bi rekla, slovenska javnost, te je širša, te je spoznala v tisti oddaji, kjer so povzdigovali
elevator speeche, tako rekoč, ne? Bila si v družbi z uglednim gospodom Brankom Drobnjakom in pa Juretom Mikužem. Takrat smo te spoznali, smo te občudovali, kako si ti to vse business-wise, vse to analizirala, interpretirala, ocenjevala in tako naprej. Mi je pa zanimivo vprašanje, ali od takrat do danes, ki se je vendarle zgodila neka karierna in tudi osebna pot, karkoli obžaluješ? Bi karkoli drugače? Ne, pravzaprav ne. Pa saj to zdaj se sliši klišejski nek odgovor. Ne bi naredila ničesar drugače. Vse, kar se je zgodilo v življenju, se mi zdi, da so bile na tak ali pa drugačen način ali dobre stvari ali pa učne izkušnje. Okay. 2013 mislim, da je bila ta epizoda tega Dragon's Dena, oziroma mislim, da je bila oddaja takrat dober posel, kjer smo bili investitorji, ki smo vlagali v takrat še zelo nerazvit svet startupov v Sloveniji. Pa vendar, takrat bi se opisala kot bistveno bolj agresivno, kot bistveno bolj človeka, ki se je boril, ki je znal, ne vem, kaj pa vem, mogoče na nek tak način. Ko ženska pozabi na ženstvenost. Pa ne vem, jaz sem bila vedno jaz. Jaz ta, ne vem, mogoče sem tukaj specifična, ampak jaz ne bi rekla tako, ženska mora zdaj biti ženstvena in zdaj daš kiklo gor in daš mašno v lase in si nohte nalakiraš tako. Meni je to, ti si, kar si. In mi je tako, ali imaš gor obleko pa kravato, ali imaš pa gor škorne in kiklo. Ni bolj ženstvena ženska, ki ima kiklo pa škorne. To hočem reči. Meni je bilo vedno tako. To se pa strinjam. Jaz sem iskreno se strinjam. No, in agresivno v tem smislu, da se mi je zdelo, da če je kaj narobe, moraš kar znati po mizi vsekati, orang povedati, biti asertiven na tak mogoče rahlo negativno konotativno, da potem dosežeš ti svoj namen. Da če nekaj ni prav, kličeš customer service in poveš, da tako pa ne bojo s tabo ravnali in da hočeš, da popravijo. Ker je nekako to bil vzor ljudi, ki nekaj dosežejo, samo na ta način. In recimo oseba takrat ali pa oseba danes se znam drugače. Danes se znam z nasmehom, z lepo besedo, s prijaznostjo. Mogoče traja majčkeno dlje, dosežem pa veliko več z veliko manj stresa. Primer, naprimer, ne vem, na banki bi kaj zakomplicira, ne vem, karkoli. In seveda takoj dosežeš, da dvigneš slušalko, pa poveš par krepkih, kaj se grejo in potem se seveda stvari zgodijo. Ampak kaj je? Ti si bil vse jezen. Veliko več adrenalina, kortizola, sam sebe si, se pravi to, ko smo prej rekli, body hacknu, v ta negativni smisel. Lahko pa rečeš, najbrž je ta gospa, ne vem, ni za nalaž, ni po pomoti. Ali pa, ne vem, je prezasedena, pa je preobremenjena, karkoli, zato se zdaj, ne vem, ni izteklo tako po načrtih. Kaj pa, če napišem lepo sporočilo, da bi bilo lepo, če bi obravnavali prednostno. Ali pa pokličeš, pa rečeš, gospa, veste kaj, lejte, ta stvari, veliko bi mi pomenili, da bi mi tole rešala. In na koncu, ko sebi ne povzročaš tega kortizola, adrenalina, ga hkrati tudi drugim ne zagreniš tej gospe dan, ampak ji ga polepšaš za prosim, hvala. Mogoče traja kakšen dan dlje, ker tist, ki je vseeno spravil v tako stanje, ga obravnava mogoče res prioritetno, ampak jaz lažje spim. In ona tudi. In na neki točki se ti vse dobro lepo vrne. Tako. In potem, čez 2-3 dni, imaš potem nekako pod črto v življenju, prideš z manj stresa skozi in z več sočutja in ljubezni do človeka. In mislim, da je to, kar šteje. Sama kljub zrelim letom še vedno na svet, na ljudi gledam skozi rožnata očala ali skozi prizmo Malega princa in resnično verjamem, da smo takole od srca do srca z nevidnimi, ampak najmočnejšimi vezmi, nitkami povezani in če je ta nit za tistimi pozitivnimi ioni, kationi,
nekako napeta, ne? Potem verjamem, da se bomo enkrat rodili v svet brez vojn, brez stresa, brez izgorelosti, toksičnih odnosov in podobno. In kot pa ti praviš, moramo začeti pri sebi. In ti zelo dobro to delaš. Naj izdava najnim poslušalcem in gledalcem, da nisi samo športnica, nisi samo žena, mama, ljubeča mama in žena in tako naprej. Uspešna poslovna gospa, gospodična, ampak tudi zelo dobra pevka. Kdo ne ve ali kdo ne pozna Danijele, ko skoči na oder in pride iz te Danijele neka čisto posebna energija. Okay, oder je moj habitat, ne? Ali na delavnicah, na predavanjih jih imam, ali pa tudi sicer. Recimo ples in glasba sta bili velik del mojega življenja in sta tudi še. Vidiš, tukaj je spet ena taka dobra stvar. Raziskave zdaj so tudi pokazale, da umetnost, glasba, ples ali pa kakršnakoli druga oblika ustvarjalnosti, umetnosti ima zelo pozitiven učinek na naše možgane, na naše tudi siceršnje počutje v življenju in da so ljudje, ki se ukvarjajo s kakršnokoli umetnostjo, bolj bogati. Yeah. In dejstvo je, vsak ima nekaj svojega. Ne? Recimo, meni je krasno tudi, da tudi moji otroci zdaj že glasbeno ustvarjajo, tudi sin malo stopa na to pot, ima nek svoj band in že piše svoje rock komade na kitaro, nekaj smo tudi že posneli in pravzaprav ta njegova ustvarjalnost, ne, vidim, kako mu pomaga tudi pri spopadanju z nekim stresom, z nekimi občutki. In ti moram povedati, recimo zdaj, ki je tak zimski čas, pa si daš gor kakšne te jazz komade, kakšnih ustvarjalk in zapoješ zraven. Je tako kot en ventil za dušo. Tako da to zaradi dihanja tudi. Tisti, ki se ukvarjajo, zdaj veliko je ekspertiz na temo, kako dihati, ampak dejansko smo ljudje, sodoben človek pač diha napačno in si že s tem povzroča resnično hude in škodljive duševne stiske, stanja čudno in tako naprej. In petje je izvrstna dejavnost, ko dobesedno predihaš svoje telo in se sprostiš. Čudovito, ne? In ples, gibanje, jasno, ne? Ja, čudovita kombinacija, ampak tudi vsakega nekaj izpopolnjuje, nekdo pa rad iz gline ustvarja in tako naprej. Ampak ali pa recimo tudi kuhanje, je tudi že zdaj postalo umetnost. In vzame oaza miru in veselja. No, ampak vsak ve, kadar kuha, kadar tisto jed ustvarja, takrat imaš kar misli o tem, ali pa kdo rad vrtnari, pa urejuje gredice, pa kar taka kot neka meditacija. Čudovita dejavnost. Ne? In ti si urediš gredico, populiš plevel, obrežeš tam, za nekoga je to tisti njegov zen moment in takrat misli kar odplavajo in sploh nisi več v tistem stanju nekih situacij, ampak nekako dovoliš svojim možganom počitek in to je pomembna stvar, ali pri petju, pri plesu, pri ustvarjanju. Tako da najdite si kakšen umetnosti koniček vsi in boste videli veliko spremembo lahko naredite pri sebi. Danijela, v tem trenutku si lastnica blagovne znamke, podjetja EduTrainMe. Se veš, sodoben človek se tudi poigrava z dolgoživostjo, z vprašanjem, kaj je v nekem naslednjem poglavju, ko si omenjala tisto morbidno lekcijo, ki pomiri pravzaprav, moram priznati, da sama se ne dam v tisti zadnji košček, ampak mogoče v neko to obdobje, ko zaključiš svojo službeno kariero, predstavljam si pred nekim velikim platnom, ko ustvarjam neko sliko in si mislim, ti sestanek pa res ni bil tako zelo pomemben, Kako se pa ti vidiš recimo v prihodnosti? Zanimivo. Kdo bo sivolasa Danijela? A veš, da pravzaprav mislim, da se bom kar prepustila. Ampak gradimo že zdaj, veš? Ne glede na to, ali to dočakamo ali ne. To zavedanje, da gradimo neko našo kvalitetno starost, pravzaprav
je res nujno potrebno razmišljati že zdaj, a ne? Ja, res je. Jaz pravzaprav nekako zagovarjam to uravnoteženost. A ne? Človek je vedno nekako razparceliran med sedanjostjo, prihodnostjo in preteklostjo. A ne? In pravzaprav, če se preveč preobremenjujemo stvarmi v preteklosti, vemo, da ni časovnega stroja, ne moreš nazaj, ne moreš stvari spraviti v red ali pa jih popraviti, ampak pravzaprav lahko jih samo sprejmeš take, kot so. Enako je s prihodnostjo. Če zdaj rečeš, pa sam da bo tako, sam da bo v tem domu za ostarele, sam da bo se točno to zgodi. Dobra pot. Se mi zdi, da sam sebe ujameš v neko spiralo svojih nekih pričakovanj in potem, če se ne zgodi tako, trpiš. Zato edino, kar nam ostane, je sedanjost. Right now. Točno to, kar je. Naj pa temu dodam zgolj to, da biti v sedanjem momentu je težje, kot se nam zdi. Recimo na delavnicah včasih razložim čuječnost s kakšno metaforo, pa rečem, dajte si vsi zamišljati, in to si lahko tudi zdaj poslušalci, gledalci, da ste šli iz službe, ste v avtu in da je bil zelo težak dan v službi. In pravzaprav se pelješ domov in kar naenkrat parkiraš pred svojo hišo in rečeš, kako sem pa zdaj do doma prišel? Kaj je tisti moment, ko ne veš, kako si se pripeljal do tja. Se pravi, nisi bil pri stvari, v trenutku, ampak si bil z mislimi paralelno v situacijah, v službi, tako naprej. In zdaj biti v trenutku je peljati se v avtu in se zalotati, razmišljam spet o sporu na sestanku in sploh nisem pri stvari, da zdaj vozam. In pa rečeš, brez obsojanja. Ti zdaj kaj to spet razmišljaš? Ne, se pravi, tam sem. In zdaj nežno povabiš svoje misli v ta trenutek. Sedaj sem v avtu, vozim v avtu, mal gledam, kaj se dogaja, mogoče opaziš kaj, kar sicer ne bi, mogoče preprečiš kakšno nesrečo, kar si bil v trenutku. In to je nek tak lep prikaz. Enako pri otrocih. Dostikrat pa greš na igrišče, tisti, ki imate otroke, greš na igrišče in otrok tako, mami, daj poglej me, zdaj, ki se s to bogana spuščam. In potem tako, super, ampak v mislih si pa še vedno v službi nekaj drugega, ker pač se ti zdi, da moraš da nekaj predelati. In potem rečeš, čakaj malo. Ampak zdaj nisem pri stvari. Zdaj bi rad užival z otroki in ta moment, ki ga imamo zdaj na igrišču, bi rad zdaj jaz bil tukaj. Ali pa ustvarjal risbico z otrokoma, pa kar misli ti odplavajo. In ko se to zgodi, rečeš samo, zdaj nekaj drugega razmišljam in tako nežno povabiš misli nazaj k tej dejavnosti. In vsak, ki bo to poskusil, in dajte poskusiti, zelo je težko. Ker misli nam skozi grejo, levo, desno in tako naprej. In povabljati jih nazaj je fitness. Ampak bolj kot ozaveščaš, bolj si potem buden do tega, kar se ti je danes zgodilo, s tem je povezana tudi hvaležnost. Greš zvečer spat in rečeš, imel sem najslabši dan v mojem življenju. Pa rečeš, ampak kaj pa je bilo dobrega? Ja, tista kavica tam pri kofe mašini s sodelavcem, ki sva končno rešila izziv. Pa ko sem šel domov, ka mi je odstopil sedež, koliko je bilo to lepo. Tako. In potem rečeš, ni bilo vse samo slabo v tem dnevu. In si hvaležen za tiste majhne lepe stvari, ki so se ti zgodile. S tem vlečeš spiralo v to pozitivno smer. In na koncu ta hvaležnost, tudi nevroznanost, zdaj že to s fino paleto raziskav dokazuje. Hvaležnost pa reči, hvaležen sem za svoje življenje, lepo mi je, vidim lepe stvari in hvala, da lahko sem to, kar sem, da lahko živim to, kar živim. In ta hvaležnost in hkrati ta potrditev vsak dan pomal dela čudeže, res. In probite, vsak mu položim. Dejansko, če gre iz jezika, torej z besed v naše telo, da ponotranimo ta občutek hvaležnosti, bojda zelo vplivamo na elan, vitalnost naših celic, kar pomeni, da s tem zdravimo svoje telo in verjetno tudi vse, kar se okrog nas dogaja. Ne bi želela, da bi na koncu pravzaprav izvenele preveč poduhovljeno, ampak vendarle, najin podcast bo objavljen tik pred božično-novoletnimi prazniki in mislim, da je prav, da vendarle to hvaležnost ponotranimo, jo živimo, ker bomo vsi
bolj radostni in srečni. Ja, prihaja zelo napeto obdobje, za marsikoga božič ni nič kaj drugega kot kupica stresa. Kup družine, ki jih v resnici ne maraš, kup organizacije in stresa, kako bo, ne? S tem tudi greš nekam na kosilo, pa joj, ta bo že spet to govorila, bo že stric bo spet to govoril, ne? In potem se že vnaprej kratko malo bojimo, joj, kaj bo, ne? Jaz bi sam rekla, sam dajte jih videti z druge perspektive. In mogoče en nasvet, spet, to pa ne vem, kdo si je to tehniko zmislil, morda celo jaz, kaj pa vem. Ampak je dobro, ne glede, se pustimo kudo se komu zahvala. Vendar imeti rad ljudi, imeti rad svoje sodelavce. Dajmo si recimo tako zamišljati, da je, kakor pravi Anthony de Mello, tvojih zadnjih 10 minut recimo. Ja, v krsti. Ne, ni nujno, tokrat si sam tam. Okay. Ja? Recimo, ko boste na božičnem kosilu, evo, ena božična lepa taka, boste na božičnem kosilu ali pa na večerji, kakorkoli že, ne? In poglejte te svoje ljudi okoli mize, to svojo družino, ne? Pa rečeš, če bi ta trenutek bilo mojih zadnjih 10 minut življenja, ne? Kaj bi jim rekel, kako bi se jim nasmejal, a bi se zdaj skregali, ne? Pa bi rekli, vidiš, ne, kar pejt, ne, hvala Bogu, da greš, sej ne marate noben, ne? Ali bi si v bistvu mislil, lej, sej vsak ima nekaj dobrega, ima nekaj manj dobrega. Na koncu, lej, moji ste, moja familija, rada vas imam, ne? In če bi bilo tvojih 10 minut zadnjih samo s temi ljudmi v sobi, kakšno bi bilo vzdušje, kako bi pravzaprav gledal na njih. In na koncu imaš ti odločitev. In marsikomu mogoče bo to olajšalo tisti stres, napetost z odnosi, ki pridejo skupaj s pričakovanji in prazniki. Me rečeš, lej, okej bo. Kakor da je mojih zadnjih 10 minut, tako jih bom imel rad. In pol boste videli, kaj boste dobili nazaj. Evo, to je to. Draga moja Danijela Berbarko-Telenko, hvala lepa za to lepo praznično, pa tudi ne praznično, tudi tisto popotnico, ki jo lahko gojimo in nosimo s sabo in uresničujemo, udejanjamo skozi vsa leta. Hvala lepa, ker si bila moja gostja in za božične in novoletne praznike. Vse dobro in srečno. Držimo pesti za Speakers, the best of. Hvala lepa, hvala, da sem lahko bila v vaši družbi in hvala za ta pogovor. Srečno.